mandar, večerja pa malo kol, pa bom jaz malo pogledal, pa vse noter. Kaj vam pa pomeni Božič? Velik, družinski praznik. Velik, no, velik. Prida. Nike. Hvala, srečno. Hvala, čau.
prisrčno pozdravljeni pri polnočni maši v ljubljanski stolnici, ko se veselimo Jezusovega rojstva. Ena od božičnih pesmi tako lepo pravi: Božična noč, kako si lepa, ko legaš na zemljo in dol, roke molitvi zemlja skriva, mar čudi, da prihaja to. Glede, nocoj v tej sveti noči vsakdo izmed nas na svoj način doživlja v svoji življenjski zgodbi prihod Boga, luči, dobrega, nežnega. Da bi mogli to bližino zares doživeti pri tej sveti maši, najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti. Všemogočnem Bogu in nam
Molimo o Bogu, što sveta noć je zasijala prava luč Kristus i rasvetljuje vesle. Najprej na zemlji poznavamo njegovu beskrivnosti, da Boga uživali njegovu slavu v nebesi, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraluje vekovaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjancev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Božja beseda. Danes nam je rojen zveličar, Kristus Gospod. Danes nam je rojen zveličar, Kristus Gospod. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele, pojte Gospodu njegovo ime slavite, dan na dan oznanjujte, da nas je rešil. Danes nam je rojen zveličar, Kristus Gospod. Pojte slavo Gospodu vsi narodi, priznajte čast in slavo njegovemu imenu. Prinesite darove in stopite v njegove dvore, častite ga z vso slovesnostjo. Danes nam je rojen zveličar, Kristus Gospod. Veselijo naj se nebesa in zemlja naj se raduje, od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje. Veselijo naj se polja svojimi sadovi, naj se radujejo vsi naši gozdovi. Danes nam je rojen zveličar, Kristus Gospod. Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju, ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse gorečnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tiste dni je išlo povelje cesarja Augusta, naj se popiše v svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik,
ki je Kristus Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete v plenico povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, ta noč, ta sveta noč je noč skrivnosti, ki želi stopiti v nas same, čudovite spomine, ki ožarjajo našo sedanjost. Božična noč ima nekaj otroškega in je del najglobljih spominov vsakega človeka, vsakega izmed nas. Čudovito je, da se najbolj navaden dogodek, ki razsvetljuje vsako človeško misel, ukorenini v obzorju otroštva zaradi svoje privlačnosti, svoje skrivnosti, zaradi svoje dobrote, zaradi svoje luči. Radostno je, da prav vsakem človeku na našem planetu ta noč in dogodki praznovanja svete noči zbudijo pripravljenost slišati, odkriti, sodelovati in soočiti se s skrivnostmi, kakršne iz roda v rod doživljamo to sveto noč. To je noč, kateri se človek, kdo ve zakaj, čuti boljšega, bolj pozornega, bolj odprtega za vse dobro in lepo. V tej sveti noči se nam zgodi, da se nam ljudje, ki so nam blizu ali pa tudi oddaljeni, zdijo lepši, boljši, da njihova obličja razodevajo sled neskončnega. Kdo je bil najbližji v betlehemskemu rojstvu Jezusa Kristusa? Pastirji, brezdomci, ubogi ljudje, ki jih je uradno judovstvo imelo za manj vredne in nepomembne. Bili so na obrobju družbe in prav med njimi je zasijala zvezda, znanilka Gospodovega rojstva. Kaj nam govori glavni prizor v jaslicah? Marija porodi v zakotnem hlevu in položi otroka v živalske jasli. Evangeljsko poročilo je zelo trpko. Marija je povila dete in ga položila v jasli. Čeprav smo mi to resničnost olepšali s človeško domišljijo, jaslice, osliček, pastirčki, lučke, pa vendarle Kristus je bil vse življenje brez doma. Okrog njega se je vedno širila tudi tema nasprotovanja. Velikaši in vase zagledani pomembneži tistega časa so se Jezusa želeli znebiti. Preveč jim je bil svojo milino in dobroto spraševal vest. Dragi prijatelji, bratje in sestre, Božič je torej obdan tudi z meglo nesporazumov, temo nesprejemanja in trpljenja, saj mora sveta družina bežati v Egipt, trpijo nedolžni betlehemski otroci. Prav je, da to spoznamo, ne zato, da bo naše voščilo za Božič zagrenjeno, marveč nasprotno. Božič je znanilec radosti. Trpljenje, ki ga zaznamuje, naj stori, da bi bili naši božični dnevi manj površni.
V nas naj bi poglobili vero v Boga, ki se nam razodeva v popolni bližini, Boga z nami, naši osami, naših iskanjih, dvomih, notranjih bojih in radostnem miru ter svobodi, ki jo prinaša svetloba novorojenega. Iz te doživete vere pa smo prav vsi povabljeni, da bi zapustili svoje tople domove in se napotili na ceste, ter tam iskali Jezusa v brezdomcih, ponižanih, preizkušanih, domovih zapuščenih starcev, iščočih in obupanih, brezposelnih, tistih, ki trpijo hudo revščino, pa naj bo to materialna, duševna, duhovna ali socialna. Posebej tem je namenjen Jezusov prihod. Pa tudi seveda prav vsakemu človeku na tem planetu, sodobnemu iskalcu, tistemu vagabundu, ki se ne more odločiti, pa vendarle išče, želi najti svoj mir, smisel svojega življenja, lepoto svojega življenja. Ko doživljamo skrivnosti te svete noči, nas sporočilo vere vabi, da to tudi živimo v vsakdanjem življenju. Blažena mati Terezija je takole zapisala: Božič je vsakokrat, ko se nasmehneš bratu in sestri in mu podaš roko. Božič je vsakokrat, ko ostaneš tiho, da bi poslušal drugega. Božič je vsakokrat, ko Gospodu dovoliš, da po tebi ljubi druge ljudi. Poslani smo torej, da opazimo drug drugega, da se s človekom zares srečamo, da ga spoštujemo v njegovem dostojanstvu, da v tem srečanju presegamo predsodke, slabe misli, morda celo sovraštva. Božič nas vabi, da najdemo notranjo svobodo, notranji mir in da spoštujemo človeka kot človeka, ne glede na njegovo prepričanje, filozofijo, nazor. Dostojanstvo človeka je neskončna vrednota in v vsakem človeku je nekaj Božjega. Odkriva pa to v svoji razumnosti in svobodi. In zato naj bi se trudili. Presegati moramo arogantni dogmatizem, češ samo mi prav mislimo, drugi pa ne. Presegati moramo moraliziranje, smeš, ne smeš, prav, ni prav. Jezus se sreča s človekom, ga ljubi, pogleda, opazi, mu je blizu, brez moraliziranja. Šele potem se človeško življenje lahko spremeni. Želim, da bi to lepoto, ta žar bivanja, to otroškost v sebi vsi odkrivali in jo živeli v vsakdanjem življenju. Jo prinašali predvsem tja, kjer je največ teme, največ slabega, trpljenja, osame, da bi zares mogli ob nas začutiti, da je v nas nekaj Božjega. Zato moramo v sebi narediti prvi korak, če bo v nas lepota Jezusa Kristusa, če bo v nas lepota luči, potem bo to srce lahko nagovorilo drugo srce. Samo to, kar srce ima, lahko drugemu da. Želim, da bi naše srce žarelo, da bi bili kot preprosti pastirji odprti za sporočilo Boga in se v svojem življenju odločili za to, da smo blizu drug drugemu, da se poslušamo, da skupaj hodimo po poti, kajti ko je človek z nekom in za nekoga, ko ljubi in je ljubljen, doživlja žar svojega bivanja. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, vsem skupaj želim blagoslovljene božične praznike, radosti, poguma, notranje moči in veselja, h kateremu nas vabi papež Frančišek v apostolski spodbudi evangeljsko veselje. Takole pravi papež: Evangeljsko veselje napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo s Kristusom. Ljudi, ki pustijo, da jih Kristus odreši greha, žalosti,
notranje praznine osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselja. Tega veselja, te radosti, te Božje bližine vam v teh dnevih posebej želim in da se zares spoštujemo med seboj v vsej različnosti, saj se vendarle v tem kaže Božja ustvarjalnost. Ali kot je zapisal Prešeren v svojem krstu pri Savici, po celi zemlji vsem ljudem mir bodi. Tako so peli angelcev glasovi, v višavah pri Mesijasa prihodi, da smo očeta enega sinovi, ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi, da ljubit moramo se prav up njegovi. Naj bo ta ljubezen med nami v konkretnih dejanjih, bližini, poslušanju, služenju. Kot je zapisala blažena mati Terezija, naj bo Božič res vsak dan, ne samo danes, ko bomo drug drugemu prisluhnili, ko bomo podali bratu in sestri roko, ko bomo opazili človeka in njemu odkrivali v njegovem obličju sled večnega in neskončnega. Amen. Verujem v enega Boga, Čičega vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začetega rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev priznamo en krst odpuščanja grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Brati in sestre, v tej sveti noči, ko se je ob jasnici radujemo Jezusovega rojstva, se nam razodeva Božja dobrotljivost in ljudoljubivost. Zaupno prosimo. Naš obršenik, s tvojim prihodom na svet se je začelo prenovljenje vsega stvarstva, da vsi ljudje dobre volje v božičnih praznikih doživijo tvojo navzočnost in dobroto. Prosimo te, usliši nas. Božja dete v jaslicah, za svoj rojstni kraj si izbral palestinsko mesto Betlehem. Pomagaj, da bo na svetih krajih prenehala nevarnost vojne in bodo ljudje vseh narodnosti in veroizpovedi živeli v miru in prijateljstvu. Prosimo te, usliši nas. Jezus, večni pastir, ki svoje črede nikoli ne zapustiš, daj ljubljanski nadškofiji pastirja, ki bo z ljubeznijo, svetostjo in modrostjo skrbel za tvoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Knez miru, nocoj si po angelih oznanil mir ljudem, ki so blage volje. Pomagaj nam, da bomo premagovali nezaupanje in sebičnost v družini in javnem življenju.
Prosimo te, usliši nas. Dobrotljivi Bog, veseli smo se zbrali pri božičnem bogoslužju, naj tudi bolni in osamljeni doma, v domovih za ostarele, v bolnišničnah, zaporih in v tujini doživijo božični mir in veselje. Prosimo te, usliši nas. Učlovečeni Bog, postal si človek, da bi mi postali Božji. Naj ta skrbnost poživi našo vero, upanje in ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Gospodи Jezus, hvala ti, da si prišel med nas. Bodi z nami na poti življenja, zdaj in veka. Amen.
milosti nawiedzas sijana, nowa luz Twoje sławy. Widnemu zaszczytniku, teraz odlewasz mi, widniło. Dawid nas razem ljubeze do Tega, ale Nikolino meno oko nie widzielo. Za to zangieli i nadangeli, kiedy seni tebieskim izbole. Twojemu palico, Twojemu veličanstvu, neizmjerno skritkamo. Христос свет Господь наш Бог, віру все святость. Зато безбранно на Научскую Блажена Мария, Пресмадышна Тумица, родила своего грешника, просила у свете в своем духе дарова на нам устанное крыло нашего Господа Иисуса Христа. To jest ser rozsądowego wiemy, jest zełku, czy zachwala, kada słowo, dał swoim uczeńcom drzewa. Zymite i niech tego moje królą i się daje złoto. Prav tak moje povečenje z ruke, se spet zahvala, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega,
so zaspali v upanem na obstajanje in jih v teh božičnih praznikih še posebej pogrešamo in nanje mislimo. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, Kristusu in Kristusu, eni vsemogočnemu Bogu Očetu, Otcu Svetega Duha, sama čast in slava na vse veke vekov. Božič, Gospodov prihod, Gospodovo človečenje vrača nam dostojanstvo, ki ga je človek izgubil z grehom, z nepokorščino v Edenskem vrtu. In Gospod prihaja od vrat, nam enako vse, razen seveda v grehu, da nas iz tega greha izvleče, da postanemo svobodni, da postanemo Božji prijatelji in tako tudi prijatelji med seboj, bratje, sestre. Zato je Božič tako velik, zato se v Božiču počutimo tako domače in nam je lepo, ker čutimo to prvotno notranjo potrebo po bratstvu, po prijateljstvu, po čistih računih. Zato je ta Gospodova molitev, ki jo bomo sedaj zapeli, naredil nas to razpoloženje in to močno zavest, da smo po Jezusu Kristusu dobili Očeta in zato smo mi bratje in sestre. In tega se moramo neprestano veseliti in zato tudi neprestano delati, se žrtvovati in tudi odpuščati. Zapojmo. O
zazveni angelski napev. Slava Bogu, mi je v tem duhu si izrazimo medsebojno spoštovanje, ljubezen in mir v Kristusu.
Molimo, Gospod naš Bog, z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega odrešenika. Prosimo, naj pri njega tako zvesto služimo, da bomo nekoč na večno prišli v družbo Tvojega Sina, ki ste moj živi krvni rekoma. Njegova ekscelenca, prosverjani, spoštovani sobratni duhovniki, dragi verniki, pred podelitvijo apostolskega blagoslova bi vam kot predstavnik svetega očeta rad zagotovil, da je papež Frančišek blizu vsem vam. Papež Frančišek nam z mnogimi lepimi gestami in besedami kaže Boga, ki je postal človek in nam je kot brat vedno blizu, dek z nami veselje in uspeh, posebej pa je blizu tistim, ki trpijo. Svetimo papežovemu zberu in veselju te svete noči nosimo sporočilo miru, bratstva in upanja našim družinam in vsem tistim, ki se ne poznajo Emanuela, Bog prebiva med nami. Vsem vam, goščim, vesele praznike in Gospodu